Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Pogovarjali se bomo o življenju. Res je, ves čas se pogovarjamo o tem, ampak tokrat se bomo pogovarjali o tem, kako živeti zavestno, oziroma kaj to sploh pomeni. In kako živeti v ravnovesju, kako ga vzpostaviti. Predvsem imam tukaj v mislih ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. O vsem tem se bomo pogovarjali, zelo sem vesela žensko, za katero lahko rečemo, da se je osvobodila marsikaterih spon, da zdaj lahko živi osvobajajoče in zavestno. Doživela je kar močno transformativno pot. Med drugim jo je tudi popisala v knjigi Pripovedovalka zgodb, 365 inspiracij državljanov sveta in zgodbe o poti do sebe. Trenutno, pravi, nastaja nova knjiga. Zelo sem vesela, ker med nami pozdravljam coachinjo, svetovalko za kadrovski marketing in promocijo zdravja na delovnem mestu. Dobrodošla, draga Saša Božič. Zdravo. Živjo, Maja, hvala ti. In hvala za ta lep uvod, ko poslušam včasih predstavitve sama sebe. Veš, kaj tako rečeš, je doživela transformacijo, ravno tako, kot sva malček prej tudi že govorili. Nikoli ni konec, je samo pot. Tako da vsi smo polni izzivov, ne morem reči, da sem jaz prišla do popolnega miru. Ampak bomo o tem več govorili, tako da hvala ti za predstavitev. Vse je res. Saša, rekla si, transformativna pot je proces, življenjski proces. Nikoli ne prideš do tistega popolnega miru, ampak vendarle rečeva, v čem se razlikuje zdaj tvoje življenje? Verjetno je miru več. Mir je verjetno drugačen, kot je bil prej, ko si bila si pač zaposlena v tem korporativnem svetu, ki je zelo divji, neizprosten, trd. Zdaj si še vedno poslovna ženska, ampak verjetno mirnejša, ne? Govorimo o nekem čisto drugem miru. Točno to. Kaj se je zgodilo? Mogoče grem, če lahko, če mi dovoliš, grem čisto za minutko malo nazaj v mojo preteklost. Sicer jaz sem se rodila v družino, kjer je vladal razum. Se pravi, pri nas doma in moja mami in moj brat sta oba zelo razumska, programerja sta, vse je bilo zelo tehnično. Jaz sem pa že od majhnega čutila, da je pač moje življenje, da ga pa jaz razumem drugače. Več je bilo, več je bilo barv. Jaz sem večplastno hotela se stvarih spogovarjati in te kode 011 in vse to tako res mi ni bilo blizu. Ampak ker pač je bilo to edino življenje, ki sem ga poznala, sem se želela temu približati. Kot otrok želimo biti varni, želimo biti sprejeti in se mi je zdelo, da je z mano nekaj narobe, da tako drugače želim gledati. In sem želela pasti v ta model. In takrat se je v bistvu začelo to, kar se nam vsem začne dogajati. Ko se začnemo prilagajati za voljo tega, da bi bili sprejeti in nekako se umaknemo od tega, kaj nekako čutimo, saj mi vse točno vemo, kaj bi izbrali, ampak za voljo sprejetosti in ljubezni vsega tega nekako začnemo se umikati v te svoje dušne poti oziroma kakorkoli človek temu reče. In jaz sem to kar dolgo počela, tudi res, in sem šla študirati ekonomijo, kar je bilo popolnoma zgrešeno za mene. Živela sem v korporativnih vodah, probala sem pač živeti življenje, ki mi je bilo družbeno pogojeno dano kot aksiom. To je pač bila edina resnica. In potem nekje pri 40-ih, ko sem šla že čez toliko enih depresij pa vsega, skozi je bilo en konstanten boj znotraj mene se je bil. En konstanten ta diskurs med tem, kaj naj bi bilo, kaj okolica govorila, da naj bi bilo in tem, kar sem jaz zaznavala, da meni je. Do neke točke, ko sem rekla, zdaj pa pač ali se bom poslovila, tako ali drugače, bom zbolela in tudi mi že zdravje začelo nagajati, ali bom pa nekaj začela drugače delati.
In takrat sem zelo pogumno v bistvu presekala. Ampak dostikrat, ko rečejo, veš, ta fraza, ki rečejo na avionu, v primeru padca kisika, ko padejo maske, nastavi masko najprej sebi in nato otroku, to je bilo meni vedno kako, ne, to je tako egoistično, boš ja drugim pomagal. Ampak ne boš, so mi razložili, ne, ker pa če padeš nezavest zaradi pomanjkanja kisika, ne boš pomagal nikomur. In takrat sem imela že 2 otroka in sem se dejansko odločila, da ne, jaz moram danes tu pogledati, kaj bi Saša naredila, če bi lahko naredila karkoli. In to je bila tista moja zavestna odločitev, ko sem jo sprejela pri 40. In od takrat, ko sem me vprašala, kaj je danes je drugače edino to, da me ni strah sprejemati teh drastičnih odločitev v dobro sebe, ampak ne egoistično, v dobro sebe za druge. Če razumeš, kaj hočem povedati. Ne? In tukaj je prišel ta notranji mir, ker vem, da nimam kaj izgubiti, samo sebe. In to pa ni več na voljo, ker pač tako drugače življenje ustavi. Tako da ja, kar bi lahko rekla, da je res stalnica na tej moji poti, je, da sledim, da ne rečem da življenju ne, da ne zavrnem projektov, da če mi življenje pripelje izzive, lahko so še toliko ekstremni na drugem koncu sveta, rečem, ja, okej, dajmo pogledati. Tako da, to je to, zaupam življenju, ne, da imam vero, samo zaupam. Se mi zdi, da je to velika razlika med tem. Absolutno. Ja. Ko zaupaš, enostavno veš, da se bo dobro izteklo, ne. S tisto vero, res je to zelo razlika, no, če se malo ustavlja, tista vera še zmeraj je noter nek črviček dvoma, ne, kaj pa če? Ja. Mogoče bi lahko rekli, da je vera nek pasiven del kovanca, istega kovanca, ne, ampak je vera, pač si in verjameš, pri zaupanju pa že narediš korak, ne, že pa greš. Tako. Mogoče je to ta razlika med pasivo pa aktivo, koliko se dejansko potem aktiviraš v življenju. In ravno to je, zdaj, če ostaneva pri tem zavestnem, kako živeti zavestno. Se pravi, o tem, kar si govorila, gre za res ta koncept ali pa idejo nekega zavestnega, da rečem, bivanja ali pa življenja, ko enostavno izzivi, ki pridejo, se jih ti zavedaš, oziroma namreč sem, da znaš na njih odreagirati. Prej, ko smo se pogovarjali, to je ravno čar. Ne? Ja, to je čar. A veš, recimo, en pa tak primer, ko sem šla jaz delati v Dubaj, nisem točno vedela. Pač bil nek projekt, čutila sem, da moram tja iti, niti kaj in kako nič, tako kot si lepo prej rekla, neko taka prispodoba. V bistvu skozi se mi je zdelo, da hodim po nekih stopnicah, kjer je res gosta megla, kot da bi bile te stopnice v enem oblaku, ampak razgrnil se mi je ta oblak glih toliko, da sem videla naslednje 2 stopnice, da sem varno stopila naprej. In edina res takrat, ko sem si jo dala za obljubo, je, če že grem toliko daleč, pa da recimo sem stran od svoje družine, od svojih sinov, od svojega moža, ne bom rekla ničemur ne, v smislu, da ne vem, ko se zgodi sestanek, se zgodi srečanje, čeprav sem utrujena, mi ni do tega, če sem tam, če me življenje tja dalo, bom šla pogledati, kaj se skriva za tem, kar je naslednji korak. Tako da, ja, in to še zdaj delam, no, dejansko. Moje celo življenje zdaj, kako izgleda, je, da res sem spoznala, tako kot sem prej omenila, ko je bila Saša kot jaz programirana in s tem družbeno pogojena, takrat je bilo vse zelo kontrolirano, zelo sem kontrolirala svoje življenje, v smislu tega, da sem predvidela vse scenarije, ker mi je bilo toliko nenaravno, kako sem delovala. Res sem bila toliko v konfliktu sama s sabo, da sem res mogla toliko razmišljati o tem, kaj so opcije, kaj bi se znalo zgoditi, da bom lahko na njih odreagirala. In to je bilo strašno naporno, ne? To je res naporno. Tukaj v bistvu stres prihaja, ker ti hočeš to kontrolirati življenje, da boš varen, da porabiš svojo energijo za ustvarjanje teh nekih varnih okolij. Ampak kdo smo mi, da bomo vedeli boljš, kot ve življenje, kaj je tisto, kar je naš naslednji korak. In ko enkrat to spustiš, da rečeš, okej, ne. In to sem zdaj dobila, no? To sem zdaj dobila, da dejansko
da se ne bom ponavljala. No, ampak To, grem. sploh si rekla, da te v zadnjih 3 letih od korone sem, da si tudi še neko dodatno transformacijo doživela. Ne? Življenje veš proces transformativni, ne? Ampak neke uvide oziroma neke nadgradnje tega vedenja. Ko si rekla, ko že misliš, da veš, preko smo se pogovarjali, Ja. nov uvid. COVID je bil, kakorkoli je bilo težko, sploh brez nadaljnjega, je bilo to res travmatično in še bolje zdaj, ker je ta posttraumatična stresna motnja tukaj. Ampak to je bilo res velika šola in meni je bil dan takrat na začetku covida pač en projekt, in sicer za eno globalno korporacijo sem bila povabljena, da v bistvu vzpostavim neko interno akademijo za top management, res, mislim, ne bom v imenih, ker je pač to letko, ampak z vsem spoštovanjem podjetjem, ki so takrat v tisti krizni situaciji, ki se je bilo treba odločati med odpuščanjem, pa to potjo in tem, da je treba opolnomočiti zaposlene, pa da jim temu času vojne nuditi podporo, da so bila podjetja, ki so recimo to drugo storila. No, in to podjetje, ki je mene povabilo k sodelovanju in naredilo natanko to. In jaz sem v bistvu v zadnjih 3 letih čez nek program, ki smo ga skupaj sodelavci na Sophia Academy vzpostavili, to je bil nek 100-dnevno popotovanje, tega, da greš najprej vase, se povežeš s sabo, kaj so moje character strength, po metodi pozitivne psihologije od dr. Martina Seligmana, se pravi, kaj so moje osebne moči, kaj je tisto, s čimer jaz lahko računam vedno, da ne rabim biti kopija nekoga drugega, ker sem vedno drugi najboljši v tem primeru, ampak da raje odkrijem, kaj sem jaz in kaj je moja dodana vrednost temu pač svetu. To je bil prvi del, potem kako skozi ta vpogled vase lahko začnemo opazovati druge in njihove specifike, da jih ne probam modelirati v svoj svet, ampak da jih sprejemam drugačnost, pa to, kar oni prinesejo, in na ta način potem tudi podjetje, v katerem delam. To je bilo neko popotovanje in 200 senior menedžerjev tega podjetja je šlo čez to potovanje. So bili dnevi, ko sem imela po 10 ur coachinga na dan. In kaj se mi je v bistvu v tem obdobju zgodilo, in to vse prek tega Zooma, ki je tako za coache res zahteven, ker ne kalibriraš, ne vidiš. Ne? In pa se še to res pač tu malo slikico nekako poglobiš. In dobila sem tako dejansko en tak vpogled v stanje duha ljudi, za katere dostikrat mislimo, da vse vejo, da vse že imajo, da če bi pa jaz bil ta, če bi pa jaz imel to funkcijo. In ko dejansko, ko vidiš, koliko so ti ljudje osamljeni, koliko je biti na vrhu osamljeno, koliko za ti ljudi v bistvu nihče zares ne poskrbi, za tega, ker rečejo, vse ti si že kapetan, ti moraš imeti vse recepte. Ampak oni so samo ljudje. Tam, ne? Ni, on gre tudi enako domov, ne vem, vzgojne težave s svojimi otroci, ima težave z zdravjem, ne? In to obdobje mi dejansko dalo vpogled v to, kje mi kot človeštvo ta trenutek smo in kako neskončno zdaj res še posebej je pomembno mentalno zdravje in pa pozornost posvečati temu dejansko res biti v stiku sam s seboj, ne? Da gremo stran od tega mehanskega, preživetvenega modusa, ki smo kaj njih hrčki v tistem koleščku, ki se konstantno vrtimo. In konstantno sem tudi poslušala, ja, Saša, jaz bi drugače pa ne morem, pa ne razumeš, ti ne razumeš, veš, koliko imam jaz stvari, pa to je sicer vse krasno, se sliši, kar ti govoriš, ampak to je larifari, jaz moram, kredite, ono, drugo. Ja, sej to vse super, ne? Ampak ko pa pride bolezen, ko pa pride kakšna resna stvar, ko se pač si primoran do tega, da greš v bolnico, kdo bo pa takrat? Se pravi, boljš preventiva ali kurativa, ne? In tukaj imamo zdaj res izziv, no? Ker smo ljudje so res utrujeni. No, jaz sem res imela zdaj 3 leta res intenzivnega dela, 1 na 1 in mislim, če ne bomo tukaj tako resno, zavestno, plansko, organizirano pristopili k tej temi, saj se dogaja, ampak še bolj, ja, bomo imeli resen problem. Tako, ja. Celostno pristopati
in tudi, se pravi, tako organizirano ozaveščati, kot praviš, ne. Se ti imaš, v bistvu ostaješ v tem polju, si povezana, bom rekla, s tem poslovnim svetom, pa s podjetji, ravno prek svojih programov, ker v bistvu poskušaš opolnomočiti ljudi, lepo si rekla, ravno s temi vedenji in znanji, tudi kako zbalansirati privat sfero z službo, ne. Ja. To je zelo aktualno in zelo pomembno in praviš, podjetja se tudi glede tega, se tem idejam vedno bolj odpirajo, so dovzetna, ne? Ja, pomembno, kak je atmosferi oziroma kako prebujene, bom rekla, no, zdaj zelo, če sem groba, zaposlene imajo, ne, kako se počutijo. Hvala ti, Maja, za tale povzetek, točno to. A veš, in če mi želimo res narediti naslednji korak, in to se zdaj res dogaja, in ne bi mogla biti bolj, v bistvu, jaz osebno bolj srečna, ko to spremljam, je to prevzemanje lastne odgovornosti za lastno dobrobit. Se pravi, prebojenje posameznika. So bila obdobja, sploh recimo v naši kulturi, je bilo veliko tega, da smo mogoče, ker je bil pač sistem tak, ne, moja družina pač že iz socializma naprej, moja družina je bila zelo aktivna v tem in je bilo veliko tega, da smo pričakovali, da bo nekako družba, saj smo dali, ampak smo pričakovali, da bo družba poskrbela, da bo podjetje poskrbelo, da bo država poskrbela, ne. Ampak kdo sem pa jaz, kaj pa moja vloga? Ali kaj jaz lahko najprej naredim, zato da bo potem morda nekdo lahko še nekaj naredil za mene. In ta preklop v temu, ali sem jaz danes v vsem, kar imam na voljo, vsemi svojimi sposobnostmi, a se jih sploh zavedam, in ali sem dala popolnoma vse od sebe, zato da v danih razmerah prispevam in potem lahko pričakujem, da se morda posledično zgodi nekaj, ne. In tukaj je to, kar sem pa opazila, je pa dejansko ta odtujenost, ki smo jo čutili od sebe. Ker naša cela družba, razvoj družbe je šel dejansko zelo v digitalizacijo, v računalniki, artificial intelligence, pač to, kot sem ti rekla, pač moj brat in mami sta bila oba v tem, jaz pa sem gor zrasla s temi sferami, tako da sem zelo to spremljala razvoj še od začetka, ko je moj brat začel programirati. In res smo se kar nekako, smo padli v ta tok tekmovanja s tem zelo tehničnim, digitaliziranim artificial intelligence načinom upravljanja svetom, ki pa ni nam lasten. Mi smo ljudje, mi imamo toliko dodane vrednosti v svoji kreativi, tudi lenoba prinese en kup enih inovacij, ki smo si želeli olajšati življenje, ne. In ta del smo nekje vmes na poti izgubili. In zdaj naslednja faza, ki nas čaka, in to je nekaj, kar vsi, ki morda to poslušate, jaz res nagovarjam zdaj k temu, ne, najprej odkriti, kdo sem jaz, ne, kdo sem jaz. Jaz dostikrat vprašam to svoje, recimo, kočiranje, kdo si, ne, kdo si ti, tako kot sem povedala svojo zgodbo. Saša takrat ni bila, to nisem bila jaz. Se pravi, kdo sem jaz? In mi velikokrat ljudje reče, kako to misliš, ne razumem vprašanje, kaj sem jaz. Ne? Jaz sem mama, jaz sem direktorica unga, ne, to so vloge, ki jih igraš, ti. A veš? Ne? In ta povezanost, se pravi, s tem, da se zavedaš, kaj je tisto, kar res dobro znaš, kar doprineseš, kaj te veseli, kaj so tvoji hobiji, kaj je tisto, kaj je tvoje poslanstvo, misija, karkoli ljudje temu rečejo. Ne? In ko enkrat to veš, ko enkrat imaš možnost to začeti dodajati v svoje vsakodnevno življenje, takrat se kar naenkrat ta zaupanje v življenju razpre, zato ker čutiš, koliko si močen. Ker tam nimaš konkurence, noben ni ti, mi smo vsak od nas je človeška snežinka, vsi smo edinstveni. Ampak do tega moramo priti, do odkritja, kaj je ta snežinka, ne? Kaj so moje moči, kaj je moja dodana vrednost. Tako da to, no, prevzemanje lastne odgovornosti za svoj lastni dobrobit, ne pričakovati, da nam bo svet od zunaj prinesel to, ker to je pač čisto preveč riskantno dejanje, ker je pač to je loterija.
Ja, in ravno to spremljanje odgovornosti smo že večkrat ugotovili, to je tudi najbolj, kako naj rečem, kaj zdaj izraza ne najdem, ja, zelo zahtevno, zelo zahtevno, ker dejansko res sprejmeš soodgovornost in je lažje prelagati na druge. In tako se reka, iskanje, bi še to, iskanje stika s sabo, prepoznavanje sebe. Ljudje sploh ne znamo ugotavljati, se prepoznavati, sploh ne vemo, kako se vprašati, kdo sem, kaj sem. Kaj tebi, mislim, razen da je bila bolezen, ampak pol sicer konkretno, zdaj ne rabimo čakati na bolezen, pa na neke neprijetne dogodke ali pa težje izzive, če lahko že to zdaj začnemo se preizpraševati in sprejemati odgovornost, kot si rekla, zavestno živeti. Kako sploh začeti, ne vem, da imamo, mislim, dejstvo je, da je stvar tudi boleč ta proces in da tu nimamo kaj, in da je ravno treba se soočiti tudi s to bolečino, globlje gremo v sebe, več bolečine prihaja na plano, ne? Ni kar cep in doživimo neko razsvetljenje, ne? Vsak bi to rad in bi živel lahkotno in... Ne, žal ni. Žal ni čez noč. Ampak tako, ko si rekla, saj se odprto o tem govorim. Jaz sem doživela od svojega 21. leta naprej do tistega, ko sem nekako se pol res postavila na to pot, kar 4 dosti močne depresije. In za vse, ki so šli čez ta stanja, vejo, kaj to pomeni. In depresija je res, res, res huda šola življenja. In takrat, če se želiš iz tega ven nekako ekološko potegniti, v smislu tega, da res ne greš samo na zdravila in vse ostale zadeve, moraš začeti kopati zakaj, ne? Ker pač z nekim razlogom je prišla. Nekaj opozarja. In kaj je zdaj ta razlog je? In takrat sem jaz začela malo v bistvu s takimi drugačnimi načini in s pomočjo vse sorte enih strokovnjakov iskati to pot nazaj. Ne? In tako, če sem prej, veš, ko sem ti omenila, če bi jaz lahko živela sebe, bi moja pot bila pač, ne, rečemo, po naravni premici. In potem je pa zaradi, ne, če boš naredila to in to, se bo zgodilo to in to. To ni nujno, niti da je zverbalizirano, ampak kot otroci čutimo, da našim staršem nekaj veliko pomeni, da kakorkoli v okolici nekaj veliko pomeni. In čutiš, da če boš ustregel v tem, da boš morda dobil večji kolač tiste ljubezni varnosti, morda je zgrešen to. Jaz sem dostikrat ugotovila, da sploh noben od mene tega ni pričakoval, da je to bolj moja lastna neka percepcija. Ampak takrat se zaradi vsega tega začnemo pač odmikati od te svoje idealne poti povezanosti s seboj, se začnemo odmikati, ne? In ta odklon med to potjo, ki jo živimo in kaj bi naša pač najvišja dodana vrednost bivanju tukaj in zdaj bila, ta odklon je ponavadi srž vsega, kar je tista notranja odtujenost, povzroča lahko, ne vem, vse sorte, ne? Alkoholizem, depresije, take in drugačne bolezni. Čutiš, da nisi v stiku sam s seboj, čutiš, da je nekaj ni okej. Kar se je meni zgodilo, kar se večini od nas zgodi, ki pač gremo potem na to pot osebnostne rasti, v neki točki, ko se ustaviš, ne, se dejansko zaletiš, 200 na uro se zaletiš v svoj lasten zid, in v bistvu ugotoviš, da s tem, ko si naredil to, ni nihče zunaj bolj srečen. To je največja zabloda in taka bolečina, ko rečeš, izgubil sem sebe, ampak hkrati nisem usrečil res nikogar. Ne? Ker vsi ostali imajo svoje iste demone in svoje iste poti in svoje iste bolečine in te sploh v bistvu ne vidijo, sploh ni point v tebi, point v teh njihovih zgodbah in vsi smo na podobni poti. In če imamo veliko srečo, ta trk preživimo, se potem začnemo vračati nazaj po tej poti, do kora, do jedra in se začnemo dejansko potem od tukaj dvigati po tem, kar smo res mi. In to je tisto, kar si prej lepo rekla, prebojenje. Ne? Ja, to je to prebojenje v to wow. Ne. In ko enkrat doživiš to, ne greš več nazaj, zato kot sem prej rekla, ker nimaš kaj drugega izgubiti kot ponovno sebe. In ko daš enkrat to pot čez, to ni več opcija. To je prebojenje, ravno zato, ker ne greš več nazaj, ne? Se niti ne moreš iti nazaj, ker je zavest verjetno toliko
to prebujena, da ne pade na stare, kako rečem, stare stopnje oziroma na nižje, ne? Ja. Ker smo v vlogah žrtve in prelagamo odgovornost na druge, tako kot si rekla. Ne? Ja. A veš, in to, kakorkoli, včasih s tem sprožim kakšen negativno reakcijo, rečemo, to je lažje je prelagati odgovornost pa vse. A veš, ker dostikrat rečem, vzemi bel list papirja in napiši svoj idealen scenarij. Velikokrat se pritožujemo, pa tako, da ne bo pomote, tudi jaz to delam, mi smo vsi ljudje, vsi smo pač ista. Pa tudi jaz padam v žrtvo in se usedem tam na kavč in pogledam kakšen film in cel dan jokam in je grozen in samo meni se dogaja krivica in vse. To je vse normalno in to je vse okej. Biti brutalno iskren s tem, kar čutimo, to je pot. To je pot, ne zdaj kar naenkrat, zdaj pa okej, to prebojenje je prišlo, pač ne in zdaj kaj, zdaj bom pa jaz vsak dan prijazna pa se smejala, pa vse je nobenih težav, ma kje pa, isto je vse, isto bentim, isto imam otroke, isto jih pač kregam zaradi kakšnih stvari, ampak sem v stiku s tem, kar čutim in vsaki znova povem, ne, danes jaz zaznavam to in če sem lahko v tem krogu, ker sem brutalno iskrena, potem je to moj krog. To. In ti veš, tako. In zelo dobro je to, zelo dobro si to pojasnila, ker če povzameva, enostavno takrat veš, si dovoliš biti v teh nekaj nižjih vibracij oziroma teh bolj, mi rečemo, negativnih občutkih, ampak se takrat zavedaš, da bojo minili in da boš iz te vloge ti znaš iti. In ravno to vedenje ljudje potrebujejo. Oziroma, in to sposobnost se dvigniti. To, in da je to okej, to je normalno, to je normalno. Čeprav recimo zdaj berem to četrto pot od Gurdjieffa, to je pač po Uspenski je povzel to njegovo pot, me je presenetilo dejstvo, to sem zdaj prebrala, presenetilo me je dejstvo, da dejansko negativna čustva v našem telesu ni centra za negativna čustva. Da dejansko negativna čustva mi dobimo integrirano umetno skozi posnemanje obnašanja drugih, od majhnega naprej. Vzgojo bi rekli, ne? Z vzgojo. In da to sploh ni nekaj, kar je človeški naravi lastno. In zato, ker človeško cel ustroj s temi negativnimi občutji nima kaj delati, ničemur ne služijo. Vsaka ostala funkcija v našem in obnašanju, delovanju, skozi hormone, in tako ali drugače povezana s preživetjem, z razvojem človeške rase, vse ima neko funkcijo. Ta negativna čustva pa v naši konstelaciji nimajo mesta in zato tako škodo povzročajo. To je tisto, kar povzroča stres, to je tisto, kar povzroča posledično bolezni. Zato, ker je dejansko taka intervencija v naše delovanje, da telo ne ve, kam ne jo pospravi. Tako da, to mi je bila ena zelo zanimiva stvar, se pravi, da se jim upreti v smislu tega, da jih ne nosimo predolgo s sabo, ampak jih pa izživimo, ko pridejo. Če sem jezna, če sem žalostna, ne bom se pretvarjala, tega je vsaj pri meni že. Dostikrat mi kdo reče, Saša, pa ti si malo tako, res, vsake 5 minut drugače. Ja, pa je vsake 5 minut drugače, ne. Sem ženska, si lahko to dovolim. Veliko občutij. Tako da tega več mora biti, ne vem, tega pogleda na svet, da je, ne vem, kozarc pol poln, da imamo zaupanje, da to, kar se nam dogaja, da se dogaja še komu drugemu in da smo v tem skupaj, kot ljudje tukaj na tem planetu. To je point. In da ni point, da končamo kakšno stvar ali pa, da so kljukice narejene. Bolj je point v tem, kako smo jo naredili in kako smo bili ekološki do ljudi, do skupine, do družine, do tistih, ki so z nami na tej poti. Ker vse ostalo pač bo tukaj ostalo, ta spomin na to, kakšni smo bili kot ljudje, to pa ostaja, tudi z našim zanamcem. Draga Saša, lepše ne bi mogla zaključiti najnega pogovora. Z lepše sklenjeno mislijo. Zato res hvala za to druženje, hvala za vse lepe svetle misli. Vse dobro želim naprej, v poslovnem, privat, v vseh sferah.
Hvala, Maja, in hvala za povabilo na ta pogovor. Tako da, samo zaupajte si, zaupajte procesu, zaupajte življenju, pa gremo. Vsi nimamo druge, to je to. Tako, hvala lepa. Srečno, srečno. Saša. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.